prinašamo dan. Pesmica naša srca oglaša, Božja ljubezen prenaj iz nas. Pozdravljeni otroci! Danes je na vrsti že 18. šmarnično branje. Upam, da lepo sledite zgodbicam, ki se vrstijo vsak dan. Včeraj ste poslušali zgodbo o majhni ženi velikega srca. Takih je zelo malo. Veliko pa je revežev na svetu. Pravzaprav jih je veliko več kot bogatih ljudi. Le redki ljudje pa so tisti, ki svoje življenje posvetijo za skrb umirajočih in bolnih, predvsem teh revežev. Ena takšnih je bila sveta mati Terezija. Kot redovnica je živela v Indiji in je po ulicah pobirala bolne in umirajoče reveže. Sama je bila zelo skromna, predana molitvi in skrbi za sočloveka. Današnja zgodba pa nosi naslov Marijin tiskar. Ali je še kakšen duhovnik, ki se je ukvarjal s kakšnim posebnim delom, je zanimalo Petra. Da, še en tak svetnik je. Ime mu je Maksimilijan Kolbe. Doma je bil na Poljskem. Kot majhen fant je bil precej živahen. Nekega dne je njegova mati vzdihnila, da ne ve, kakšen človek bo postal. Te besede so ga tako ganile, da je o njih veliko premišljeval. Neko noč je v sanjah videl Marijo, ki je držala v rokah dva venca, belega in rdečega. Vprašala ga je, katerega bi imel. V svoji otroški preprostosti je izbral oba. Seveda, takrat še ni vedel, kaj to pomeni. In kaj sta pomenila ta dva venca, je zanimalo Tamaro. Počakaj, da bo povedal, jo je miril Peter. Beli venec je pomenil, da bo postal redovnik in duhovnik. Bela barva je barva neomadeževanosti. Rdeči pa je pomenil, da bo umrl mučeniške smrti. Kdaj se je to dogajalo, je spet vprašala Tamara. Maksimilijan Kolbe se je rodil konec 19. stoletja, pred dobrimi 100 leti, je odgovoril Sefarinček. Stopil je v samostan manjših bratov minoritov in tako postal duhovnik. Bil je velik častilec Marije Brezmadežne. V bližini Varšave je ustanovil samostan, posvečen Mariji Brezmadežni. Začel je tudi izdajati mesečnik Vitezi Brezmadežne. Njegova pobožnost do nebeške matere je bila tako močna in je pritegnila toliko ljudi, da je poleg samostana zraslo mesto, ki ga je imenoval Nijeb Kalanov, mesto Brezmadežne. Potem pa ni mogel umreti mučeniške smrti, če je bil tako uspešen, se je spet oglasila Tamara. Kmalu se je začela 2. svetovna vojna. Nemci so ustanavljali delovna taborišča, v katerih so morali zaporniki trdo delati. Pri tem so imeli zaporniki tako slabe pogoje za življenje, da so od lakote in bolezni umirali. To so bila taborišča, ki so bila namenjena uničevanju vseh ljudi, še posebej Judov. V takih taboriščih je bilo tudi veliko duhovnikov. Nekega dne so prišli po Maksimilijana Kolbeja in ga odpeljali v takšno taborišče.
To taborišče se je imenovalo Auschwitz. V njem je med vojno umrlo ali bilo ubitih na tisoče ljudi vseh starosti, poklicev in različnih narodnosti. Pa ni mogel nihče pobegniti iz takšnega taborišča, se je zopet čudila Tamara. Mnogi so skušali pobegniti in včasih je komu tudi uspelo. Tako se je zgodilo, da je nekega dne pobegnil zapornik, ki ga niso uspeli ujeti. Nemški vojaki so imeli za take pobege strašno kazen. Izbrali so 10 zapornikov in jih zaprli v bunker lakote. Pustili so jih brez hrane in vode, dokler niso od žeje pomrli. O, grdo, se je zgrozila Manca. Je Maksimilijan Kolbe tako umrl? Da, ker je pobeglega jetnika niso našli, so izbrali 10 zapornikov. Med njim je bil tudi družinski oče, ki je začel glasno jokati, ker ne bo več videl žene in otrok. Takrat je Maksimilijan stopil iz vrste in prosil oficirja, da bi umrl namesto tega očeta. Ta je prošnjo sprejel in tako je Maksimilijan Kolbe umrl kot mučenic iz ljubezni do bližnjega, je zaključil Serafinček. Današnja naloga pa ne bo samo za vas, otroci, ampak tudi za nas odrasle, da pri oltarčku zmolimo kesanje za vse ljudi, ki se med seboj sprti. In pa še ena molitev. O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce, sebe, popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra mati, varuj me, brani me, kakor svojo last in posest. Amen. Sveta Marija, prosi za nas. Mati Cerkve, prosi za nas. Mati nedolžna, prosi za nas. Devica milostljiva, prosi za nas. Kraljica mučencev, prosi za nas. In Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vita senza presmadeggiare, senza scrivani soterbi, vita si che sagna